pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Na Svetovni dan knjige in avtorskih pravic je založba Mladinska knjiga javnosti predstavila 5 novih knjig, ki so nastale v uredništvu priročnikov. Med najzanimivejšimi je vsekakor knjiga Hladne poti za vroče poletne dni. Njen avtor je Iztok Bončina, ki ga danes prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala lepa. Hvala lepo obilo. Gre za obsežen priročnik, ki je namenjen širšemu krogu prebivalcev, uporabnikov. Rdeča nit pa so pravzaprav mirni kotički ohladitev v poletnih dneh. Ja, res je, ta knjiga je nastala z idejo, da se zdaj v teh sodobnih časih, ko imamo zelo vroča poletja, da se v teh časih ponudi nekaj idej, kam se lahko mi elegantno umaknemo pred to pripekajočo poletno vročino, ne da bi s tem izkoriščali kakšne klimatske naprave ali kakšno sodobno tehnologijo, ampak da se nekako odpravimo v naravo, torej v te kotičke, ki so resnično nekoliko hladnejši kot pa recimo mesta, razbeljeni trgi, pločniki, ker vemo, da pač narava seveda ponuja tudi take priložnosti. V knjigi predstavljate 40 predlogov takih kotičkov, ste pa dejansko v dvojni vlogi kot avtor besedila, teksta in tudi seveda odličen fotograf. Ja, s tem se pač jaz ukvarjam že kar dolga leta, torej fotografiram praktično že od osnovne šole, tekste pri teh reportažah, fotoreportažah in podobno, pa tudi ustvarjam že kar več kot 30 let, tako da sem potem pač v tej knjigi to združil, in poleg fotografij tudi dodal tekst, nekaj podatkov, nekaj informacij o teh 40 poteh, in je nastal ta izdelek. Te zgodbe so tudi likovno zelo skrbno oblikovane. Fotografije so tako na prvi pogled izjemne, gre pravzaprav za vse fotografije so dokumentarne. Na nek način so, ja, avtorsko delo seveda, kar pomeni, da je to produkt vseh mojih teh izletov, torej vsaka od teh poti je bila najmanj 2-krat obiskana, sem jo pač prehodil, fotografiral, kakšne posnetke naredil tudi z dronom, kakšne posnetke delal po zimi, v zimskem ambientu, tudi v snegu in ledu. Nekatere sem se pa potem pač vrnil, ko je bilo bolj zeleno spomladi, tako da je tukaj veliko terenskega dela. In se je ta napor večkratnega obiskovanja istih prizorišč izplačal? Seveda. Sej narava ima ogromno obrazov, to se skozi leto spreminja in mi imamo res to srečo, da živimo na območju, kjer se skozi 12 mesecev, skozi 4-letne čase, to praktično zelo spremeni. Recimo tudi po zim, ko greš pogledat kakšno tako sotesko ali kakšno tako grapo, lahko vidiš malo več detajlov, ker ti ne zastira pogled, ti ne zastirajo recimo listi, drevesa, sam gozd. Je pa mogoče takrat malo manj barvito, malo bolj suhoparno, zato se je potem treba spet spomladi ali poleti vrniti. Jasno, jesen ima pa tudi svoje čare, ko se pa marsikje drevesa obarvajo v mavrične barve in potem to doda svojo čarobnost. Vaši fotografski začetki segajo prav gotovo v analogne čase? Seveda. Katere znamke je bil vaš prvi fotoaparat? Smena. Smena 6? Smena je bil, rekel, pravzaprav ne vem, če mu lahko sploh rečemo fotoaparat, ker je to res ena taka zelo, zelo preprosta napravica, in 1-2 primerka še vedno hranim doma. Potem naslednji so bili, je bil Zenit, že malo boljši in prvi tak, bi rekel, že kar dodelan, malo bolj tehnološko napreden, je bila seveda slavna Praktika, ki je imela že svetlomer, ki je imela že precej več nastavitev. V teh analognih časih smo seveda delali na film. Jaz sem imel poleg fotoaparata tudi doma eno tako priročno temnico, in sem potem vsakič po 2-3 po snetih filmih šel domov,
razvil filme in potem pozno v noč tudi razvijal, s povečevalnikom v tej domači temnici, nekaj posnetkov. Tako da moram reči, da sem bil skoraj da boljši izdelovalec fotografij kot pa sam fotograf. Takrat mi je bilo bolj pomembno, da se zaprem med 4 stene in naredim te lepe slike pod povečevalnikom, kot pa da hodim okoli in ne vem, kaj ustvarjam. Fotografski film je imel, mislim, da 36 posnetkov in takrat se je kar tako odločalo. Je bil potreben resen premislek o tem, koliko fotografij posneti. Ja, seveda, tudi stroški so bili kar precejšnji, če si pač določene boljše znamke kupil, recimo Kodak ali pa pozneje, ko je bil Fuji, to so bile malo dražje znamke, tako da smo uporabljali razne Orvo, recimo filme, tiste starejše, malo bolj poceni. Ja, in seveda si bil omejen s temi 36 posnetki, tako da jaz sem običajno, ko sem šel po Idriji kaj fotografirati, karkoli že, od koncertov raznih takračnih idrijskih bendov do kakšnih razredov po šoli na gimnaziji ali pa tudi kakšne, recimo, objekt, arhitekturo, karkoli po Idriji, sem vzel morda 2 ali 3 filme in to je zadoščalo. Zdaj seveda to težko primerjamo, ker v času digitalne fotografije naredim, ne vem, morda 10-krat, 20-krat več posnetkov na dan, kot pač v tistih časih. Fotografije iz te knjige so najbrž vse narejene z digitalnim fotoaparatom. Jasno. In jaz sem iz filmov črno-belih potem prešel na diapozitive, slajde po domače, ker sem se takrat pred dobrimi 30 leti začel malo bolj ukvarjati s to popotno fotografijo in kmalu zatem tudi z reportažno. In zato si potreboval pač diapozitive večinoma, kar ti je spet dalo nek drug pogled na svet. Predvsem sem takrat prešel iz črno-belega sveta v barve in to je bil kar težak preskok. No, potem se je pa recimo 20 let približno dobrih že začela počasi uveljavljati digitalna fotografija in sem si tudi kupil en digitalni fotoaparat, takrat Canonov, še vedno sem pač pristaš te znamke Canon, No, in nisem mu pa popolnoma zaupal, tako da ko sem šel na potovanje, sem še vedno vzel tudi stari dobri EOS 3 Canonov fotoaparat in pa 15-20 diapozitiv filmov in sem načelno delal oboje. In moram reči, da so na začetku še vedno prevladovali diapozitivi, ker so bile boljše barve, večja gostota, bolj, dinamični razpon boljši in tako naprej. Ampak potem s časoma, po kakšnem letu ali 2, je pa že počasi začela digitalna fotografija kazati svoje prednosti. Ne samo v tem, da si pač imel pregled, takoj, da si lahko na monitorju zadaj oziroma na displeju videl, kaj si ustvaril, to, kar prej v analogni fotografiji ni bilo možno, ampak je bila tudi možnost te seveda slavne postprodukcije, kar pomeni, da smo se poleg fotografiranja morali začeti učiti tudi Photoshop, ki je takrat bil še bolj v povojih, in ga spoznavati in potem marsikaj popraviti tudi pozneje za računalnikom. Posnamete kdaj tudi s telefonom, kakšno fotografijo? Ja, ampak ne načrtno, da bi šel zdaj prav fotografirati kakšne bolj resne stvari s telefonom, to ne. Je počasih seveda nek trenutek, ko se voziš po svetu ali po Sloveniji ali kjerkoli, pa mogoče nimaš takrat fotoaparata s seboj, pa vidiš kakšno lepo svetlovo pokrajino, nek motiv, seveda ga uporabimo. Res pa je, da je še vedno v primerjavi z malo boljšo kamero, je še vedno precej v zaostanku telefoniranje s pametnimi telefoni. Omenili ste, da imate tudi dron, tudi nekaj odličnih fotografij, pogledov iz vrha, ptičja perspektiva. Je v tej knjigi? Ja, zdaj dron je seveda precej omejena, ti ga ne smeš uporabljati v naseljih, v mestih, gre do neke določene velikosti, ampak zdaj v teh odmaknjenih grapah, soteskah, kanjonih, kjer je ta knjiga nastajala, tam sem pač zbral nekaj točk,
in posnel z vrha, in je seveda to čist nek drug pogled, kadar slikaš z višine, kot pa strani. In ja, seveda je pač nekaj drugega tudi, en dodatek. 40 zgodb ste združili v tej knjigi. So ti izleti namenjeni vsem družinam, bo tako rekla, ali so kakšne omejitve? Ne, mislim, omejitve so bile pri določenih soteskah, ker teh 40 je na nek način izbor. Seveda smo bili tukaj omejeni z knjigo, torej številom strani, sceno in s temi stvarmi. Tako da je to nek izbor. V prvem načrtu je bilo precej več teh sotesk, ampak so se potem nekatere izkazale bodi si za pretežke, po nekaterih je treba iti že kar po klinih oziroma v kakšnih jeklenicah, kajti ideja je bila, da bodo to neki družinski izleti tudi za recimo mlajše ali manjše otroke, za mogoče kakšne starejše občane oziroma za fizično slabše pripravljene ljudi, ki morda ne zmorejo zdaj večurnih pohodov ali plezanja po kakšnih brezpotih. Na Slovenskem imamo 10-krat več sotesk zanimivih za pogled, kot jih je v tej knjigi, in mi je včasih prav žal, ker za kakšno, ki pač ni prišla v izbor, in mogoče razmišljamo nekoč, da bi mogoče za neko nadaljevanje tega tudi dodali kakšne te malo bolj zahtevne. Tako da tukaj je nabor predvsem takih lažjih, takih, ki jih lahko zmore tudi družinica z manjšim otrokom, ni zdaj to namenjeno daljšim pohodom, ampak morda pol ure, ura, 2 uri, da greš recimo v soboto, nedeljo na nek družinski izlet v naravo, da si v nekem hladnem gozdu, v neki hladni rečici ali potoku. In ideja je bila, da se zraven tudi nekaj doda, da ni zdaj samo hoja po neki gozdni poti ali ob potoku, ampak če je le možno, da se morda človek tukaj tudi kaj nauči. In ideja je bila recimo tudi, da poskušamo različne teme vključiti. Naprimer, vemo, da pri nas na Idrijskih Rakah, kjer je tudi ena od poti noter, imamo zanimivo tehnološko dediščino. Že začnejo se pri Kamštu s tem ogromnim vodnim kolesom. Potem že same Rake kot sistem so zanimive. Potem imamo nekaj starih kavern, zgodovinskih. Če gremo, Dovžanova soteska, ki je med najbolj znanimi, recimo eno največjih nahajališč fosilov v Sloveniji. Potem imamo, morda kakšen Kobili curek, ki je ena izjemno zanimiva geološka pot, veliko različnih kamnin je tam. Mnoge poti so narejene tudi kot učne poti, naprimer pot jeprškega učitelja nad Savo, predstavlja literarne zvrsti in tako dalje in tako dalje. Tako da je poleg tega, da greš ti lepo v naravo, iz kakšnega vročega mesta, da se malce ohladiš, se lahko tudi kaj zanimivega naučiš na tej poti. Če imaš otroke, jim je to morda možnost nekega raziskovanja, narave, družbe, kulture, zgodovine in tako dalje. Ob opisovanju teh zgodb pa mi je bilo zanimivo tudi to, da ste že v uvodu opisali tudi vrsto predlogov oziroma opozoril, na kaj v bistvu obiskovalci naj ne pozabijo, naj bodo pozorni od načrtovanja obiska, vremena, dostopnosti, opreme, obutve, možnosti zdrsa na mokrih kamnih, smiselnosti imeti s seboj telefona, čeprav morda kje tudi ni signala, da je treba biti pazljiv na padajoče kamenja, morebitno, Tam pri medvedih ali klopih pa nisem bil prav čisto prepričan, koga ne se pravzaprav bolj bojijo. Ja, mislim, da bolj klopov. Medvedi vemo, da so pri nas, vemo pa tudi, da so ta srečanja zelo, zelo redka, in še bolj redki so kakšni taki nevarni trenutki, Sej pride morda vsake toliko že po statistiki tudi do kakšne poškodbe, ampak načelno je klop res bolj nevaren, kar bodo verjetno potrdili vsi, ko hodijo nabirati gove in v naravo in po gozdovih, da je to precej bolj zoprna, nevšečna reč, če se ne zaščitimo. Ja, resnično smo želeli v to knjigo vključiti tudi nekaj teh napotkov,
ne samo glede varnosti, tudi glede ekologije, glede obnašanja, ker zdaj, seveda, vsi ti sposobljeni oziroma tradicionalni ali izvežbani pohodniki, ki hodijo v hribe, v gore in tako dalje, oni najbrž presneto dobro vedo, ne, kako se je treba pripraviti, kako je treba spremljati vreme, kakšna obutev in tako naprej. Je potrebna, zdaj predstavljamo si pa eno običajno družino, ki morda ne zahaja ravno pogosto, a ne, nekam v kakšne take soteske poti, morda niti ne poznajo teh zadev. In zdaj so določene soteske, kjer imamo krasne poti, zelo lepo uhojene ali celo morda makadamska gozdna cesta, kjer se lahko čudovito sprehajaš. So pa določene soteske, kjer je včasih nek pritok v tej rečici, do te rečice, ob kateri se sprehajamo, pa potem, če je malce dežja, se naredi blato, kakšne veje, vemo, da je lahko po viharnih takih neurih kakšno vejevje, drevje in tako dalje. In je seveda tukaj nekaj teh napotkov, na kaj je treba paziti, ko greš po določenih soteskah, seveda. Po drugi strani pa tudi se mi zdi zelo pomembno obvestilo in opozorilo, ki res upam, da se ga bomo držali vsi, ki hodimo v naravo, da seveda tam ne lomastimo, da ne delamo iz tega neko igrišče ali nek svoj, ne vem kakšen piknik prostor, ker vidiš včasih na teh potokih, da si privoščijo od tega, da zajezijo potoček s kamni, zato da se lahko otroci tam kopajo, pa da hodijo po nekih zelo občutljivih kamninah, ne. Dve ali tri te poti so recimo tudi, kjer opisujem lehnjakove pragove, tako izredno krhko kamnino, recimo, ne vem, slab kosec, naprimer, ali pa ta učna pot pri Črmušnicah, naprimer, kjer je ta znameniti lehnjak. In če ti tam hodiš v okovanih čevljih po teh kamninah, se to zelo okruši in s tem seveda tudi uničuješ potem nek biotop, v teh rekah živijo izredno zanimiva bitja, tako rastline kot živali, nekatere med njimi so precej redke že tudi, ali celo najdemo kakšne endemite, torej bitja, ki so samo tam večinoma, in je treba iti seveda z nekim spoštovanjem, se mi zdi, do te neokrnjenosti narave, da jo spoštujemo v smislu predvsem nedotaknjenosti. Torej, da ne lomastimo tam, da ne mečemo odpadkov naokoli, da vse, kar prinesemo s seboj, odnesemo in če so odpadki, da jih pač nekam odvržemo pravilno. In še to, kar se mi zdi tudi vsej pomembno omeniti, seveda večinoma hodimo na te izlete pač z avti še vedno. Tisti, ki dajo malo več na ekologijo, se spravijo na kolo, tisti, ki so pa morda kje blizu doma, pa lahko tudi grejo peš ali na kakšno tako daljšo pohodno turo. In jaz, če se le da, sem poskušal vedno navijati za to, da pojmo peš. Zato tudi recimo, če je kakšna možnost, da nekje pustiš avto, pa da te recimo kakšen lokalni avtobus tja zapelje ali kakšna taka veja, to seveda spodbujam in omenjam. Pri sami ekologiji, jasno, pa tudi ne smemo zdaj preveč posegati v smislu, da, ne vem, recimo popiješ čaj, popiješ kavo, pa sok in potem to zliješ v potok, recimo, kakšne take stvari, kjer lahko tudi vpliva na način življenja, ki je v teh soteskah. Ker treba je vedeti, da te poti niso tako hudo zelo obiskane, razen nekaterih, zdaj so recimo noter, bi lahko rekel, med najbolj takimi razvpitimi Tolminska korita morda, kakšen Iški Vintgar, dobro, Idrijske rake, vemo, da se kar precej ljudi sprehaja. Torej je nekaj takih zelo popularnih, dobro obiskanih, ampak večinoma so morda manj znane, razen tistim domačinom, ki tam naokrog živijo. In jaz ne verjamem, da kdo v Prekmurju pozna recimo našo Belco, naprimer, tako kot tudi ne verjamem, da marsikdo v naših krajih pozna Oplotniški Vintgar, recimo, ali pa Bistriški Vintgar pod Pohorja ali kakšne take manj znane. In seveda so te poti včasih tudi malo teže prehodne, je neka pot, da se iti, ampak ne ravno
z lahkoto. Nekatere poti so pa k sreči domačini, ki tam živijo, uredili za en lep sprehod, torej so naredili morda tudi kakšne klopce, informacijske table, morda tu pa tam kakšna igrala za otroke, če so že, tako da imaš zelo različne tipe teh poti. Že prej ste omenili, da so v knjigi Rake, pa je Belca, sprehajalna pot na reki in tudi soteska Gačnik. Ta je bila še v stari Avstriji znana kot ta druga, ta nar, ta bel, ta divja grapalc. V srednji del te soteske pravzaprav ne priporočate. Ne, seveda ne, sej se ga tudi, jaz mislim, da en tak navaden, običajen sprehod ne da obiskati. Obstaja, mislim, da je prav na YouTube en zelo dober posnetek teh izvežbanih alpinistov, ali so bili celo neki jamari, ki so prehodili celotno pot Gačnika, od vrha pa do izliva v Trebuščico, blizu dolenje Trebuše, in vmes so dejansko stene, ki jih je treba preplezati, torej tam moraš poznati vrvno tehniko, moraš biti izjemno sposoben, pa to traja ure in ure in ure, torej to je resnično izredno zahtevna soteska, tako da nikakor ni prišla v poštev v celoti, vendar je malce pod vojskim, spodaj, tam na začetku, kjer se nehajo ti meandri, na tej planoti, malce niže pod vojskim, kjer Gačnik še nekoliko juga, potem se pa kmalu zatem že začne tisti prvi večji slap, potem sta še 2 ali 3 in potem kmalu postane neprehodno. Tako da tam je 200-300 metrov, kjer se da iti po potki, treba biti tudi zelo pazljiv, ampak vsaj sem jo dal not zato, ker je izjemno lepa in fantastična in na nek način prav da občutek te divjine. Občutek teh naših divjih sten, grab, te nedotaknjenosti tega idrijsko-cerkljanskega hribovja. No in pa še v spodnjem delu tudi od tam, kjer se izliva v Trebuščico, se tudi da iti nekoliko ob potki navzgor, ampak tudi tam zelo hitro postane neprehodna. Tako da vseeno sem jo dal noter kot neko priporočilo, če gre kdo malce si pogledati na neki izlet, da je jasno vabljen. Na tiskovni konferenci v Ljubljani ste rekli, ne izzivajmo nesreč s tveganimi vragulijami. Ja, no, to sem pač mislil predvsem o tem, da se preveč preceniš, da morda greš po neki poti, ki ni zate, treba je poznati svojo fizično pripravljenost. In zdaj, če vidiš morda malce iz knjige, dobiš tudi kakšno informacijo in predvsem pa tam oceniš, da to ne bo šlo, je morda res tako kot pri teh najbolj izvežbanih in pametnih alpinistih, ko grejo proti vrhu, pa se morda par metrov pred vrhom obrnejo, ker če bi šli do vrha, bi lahko bila tragedija, ampak tisti, ki so pametni, vejo, do kje zmorejo in potem ne rine. Res pa je, da niso te soteske, to je samo tako kot opozorilo, res pa je, da niso te soteske takšne, ki bi zahtevale eno tako prav ne vem kakšno pripravljenost, morda je, se pravi, Gačnik, pa morda še 2 ali 3, da sta na nekem nivoju nekoliko težje. Vse ostale so dejansko bolj v smislu nekega sprehoda, pohajkovanja. Primeren za izlet v nedeljo. Za izlet v nedeljo. Knjiga Hladne poti za vroče poletne dni je vaše 3. delo, ki je izšlo pri naši največji založbi Mladinski knjigi. V prvi knjigi ste se posvetili takrat Posočju, v drugi ste popisali zgodovino Ljubljane, v tej 3. pa pravzaprav vabite bralce na kotičke po vsej državi, po celi Sloveniji. Ja, prvo je nastala nekako, mislim, jaz res imam zelo rad reke. V Sloveniji vemo, da so res ene najbolj fantastičnih rek, ne samo v Sloveniji, ampak kar na svetu. Od Idrijce, Soče, ne vem, tudi Kolpa, Krka, in pa še marsikaj bi našel takih zanimivih rek. In zdaj, Soča je nastala v smislu kot neke vrste turistični vodnik, od izvira pravzaprav do morja, ker je malce omenjena tudi italijanska stran, no, ampak bolj kot neke vrste priporočilo, kaj na tej poti se da iti zanimivega pogledati.
v smislu neke kulturne ali naravne dediščine, a ne. In to je bil en tak krajši vodnik pač po tem območju. Potem malce bolj obsežna je bila knjiga z naslovom Tisočletni utrinki Ljubljane, ki sem jo nekako zasnoval tudi kot neke vrste kulturni vodnik po mestu, ampak razdeljenem na nekaj teh zgodovinskih obdobij, a ne? Ker zdaj, če vemo, Ljubljana je eno starejših mest v Evropi, a ne? Od leta 14 našega štetja, ko so načelno ustanovili Emono, in je bilo potem to emonsko, bi lahko rekli rimsko obdobje, a ne? Praktično se tam nekje do leta 453, ko so jo Huni skoraj da uničili, požgala, ne? In potem ljudje zapustili. Potem imamo neko srednjeveško obdobje, a ne? Ko se začne sama Ljubljana oblikovati, potem imamo pa obdobje baroka, recimo, a ne? Pa potem obdobje, recimo, jaz sem šel malce bolj skozi te umetnostno-zgodovinske stile, imamo obdobje secesije, pa seveda Plečnikovo obdobje, a ne, kjer je ogromno njegovih del v mestu in okolici. Potem imamo socialistično obdobje po letu 1945, a ne, kjer se je tudi marsikaj zgradilo in se še danes da iti pogledati. In pa tako imenovana zelena Ljubljana, zadnje obdobje, ki je pa recimo bolj novejše, kjer se pa veliko dela na urejanju zelenic, parkov, ozelenitvi Ljubljane in tako dalje. In skozi ta obdobja, predvsem skozi določene arhitekturne spomenike, pa morda kakšne zgodbice, ki so se porajale, a ne, sem nekako predstavil Ljubljano. Ste letnik 63, otroštvo in mladost ste preživeli v Idriji in najbrž tudi zato je ta vaš odnos do narave, do Idrice, do Rak, do Belce, Divjega jezera in tako. To vam je bilo blizu pravzaprav? Pa to mi je bilo par 100 metrov oddaljeno, kamorkoli si šel, a ne, si bil 1, 2, 3 ob Idrici in naš blok tam, kjer stanujem, je pa praktično 10 metrov od hriba, a ne, kjer greš praktično na gore, na Kovačev rov in kamorkoli naprej, a ne, tako da seveda te to oblikuje na nek način, a ne, in ti postane všeč. S fotoaparatom ste prikrižalili praktično cel svet, je pa zanimivo, da se vedno vračate v Idrijo. Ja, sej nisem nikoli razmišljal o tem, da bi zdaj bil nekje druge in da bi se vračal. Jaz sem vedno nekako stajal del Idrije, a ne, in tu, čeprav je očitno ta velika radovednost, a ne, ki te žene po svetu, je tista gonilna sila, ki pač te potem prisili na vsake toliko, da greš, ampak nikoli pa s tem namenom, da bi se zdaj odpovedal, da bi šel nekam drugam živeti, ne, in potem morda nostalgično gledal na te kraje. Meni so bili te kraje vedno zraven ob meni, ne. To se pravi, tudi kamorkoli drugam sem šel, čeprav praktično že od začetka študija v Ljubljani, a ne, imam tam pač najeto stanovanje in živim tam, a ne, mi je Idrija še vedno doma, ne, to je še vedno prostor, kjer živim, ne, na nek način, ki je del mene, a ne. V vaši biografiji sem prebral, da ste ne le svobodni fotograf, fotoreporter, tudi profesor umetnostne zgodovine, dolgoletni turistični vodnik, celo potapljač, ljubiteljski astronom, popotnik, pisec. Je to pravi vrstni red ali naključen? Ja, to je zdaj tako, se sliši malo kot en marketing, ne, za reklamo. To so pač stvari, ki so me spremljale in me bodo verjetno do konca v življenju, nekaj, kar se ti zdi zanimivo, nekaj, kar odkriješ, da ti je privlačno in potem se pač teh stvari lotevaš, a ne. Vse to je prišlo verjetno skozi neka otroška sanjarjenja ali skozi neke želje počasi do izraza. Najprej morda je bilo tukaj turistično vodenje, ker sem že v prvem letniku, tam ob koncu prvega letnika na faksu odkril to delo, a ne, šel na Kompas, se tam prijavil in še vedno to počnem, a ne. Po praktično 40 letih še vedno vodim turistične skupine, od Američanov po Sloveniji in Balkanu pa do naših slovenskih skupin praktično po vsem svetu, a ne. Me je nekako to zastruplo, s tem, da potujem seveda tudi na druge načine, a ne, v smislu, če grem delati kakšno fotoreportažo ali za svojo dušo ali kakorkoli.
Kmalu zatem je sledilo potapljanje, torej sem pač naredil skoraj 30 let nazaj ta začetni potapljaški izpit pri pokojnem Tomotu Vrhovcu v Norik Sup klubu, in potem zelo hitro v enem letu pa pol, ker me je to res popolnoma zastruplo, prišel nekje do inštruktorskega, ki ga nisem dokončal zaradi nekih drugih nesrečnih okolnosti, ampak sem ostal dive master in seveda potem združeval tudi to delo, oziroma to, bi rekel, to dejavnost s svojimi potovanji. Če sem že bil nekje na Tajskem, ali pa v Avstraliji, ali pa v nekih lepih koralnih grevenih ob Rdečem morju, sem izkoristil dan, 2, 3 in najel opremo in se šel tudi potapljati. In včasih smo šli tudi za 14 dni s prijatelji, kam recimo se potapljati. In to še vedno počnem, čeprav zdaj morda malo manj. Zdaj priznam, da nima več tistega zagona in je tudi postalo mogoče malo bolj naporno. Kar se pa astronomije tiče, je bila pa to že velika ljubezen na osnovni šoli. To smo imeli pa že, se spomnim še pri nas v Idriji, tle, ko sem živel, je kolega Danilo Brus, je to bil en tak, oziroma si ga je naredil, ali oče mu je naredil, en zelo lep, zanimiv teleskop, AT140, eno zrcalo s 14 cm premerom, in potem smo pred hišo njegovo na dvorišču pogasili luči in opazovali kakšne planete ali luno ali kaj podobnega in šli opazovati meteorje, in zato sem takrat tudi potem nekako kupil tisto smeno, aparat, o katerem smo govorili, da sem jaz lahko zvezde slikal. To je bila prva, bi rekel, taka ljubezen do fotografije skozi to astrofotografijo. In me ta stvar še vedno zanima, drži. In še vedno sem od leta 1979, bi rekel, eden teh prvih članov najstarejšega astronomskega društva Javornik, ki ima, kot vemo, mali observatorij na Javorniku, pač nad Črnim vrhom. In imamo eno tako luštno, bi rekel, kočo s kakšnim teleskopom ali dvema, vsake to gremo gor, opazujemo te pojave, kaj fotografiramo, imamo predavanja razna in tudi jaz, ko grem po svetu delati kakšne fotoreportaže, se pogosto lotevam tudi teh tem iz področja astronomije in recimo sem delal eno tako zanimivo fotoreportažo prav v Čilu, kjer zdaj prav pred parimi meseci sem bil tam, kjer gradijo en nov izjemno dober teleskop, ki bo zdaj v kratkem zaživel, Vera Rubina, in sem se tam pač pri njih so me sprejeli in sem naredil neko mini fotoreportažo o tem teleskopu. Bili ste pa tudi urednik fotografije pri slovenski izdaji revije National Geographic Traveler. Res je, jaz mislim večinoma svoje, da rekel, fotografsko in to pisateljsko delo sodelujem z dvema založbama, in sicer z Mladinsko knjigo najprej, potem sem pa sodeloval tudi dolgo časa z založbo Rokus v Ljubljani, ki je izdajatelj, ki ima licenco National Geographica, in vse skupaj se je začelo z tem juniorjem, National Geographic Junior je bil najprej, in že kakšno leto in 2 potem, ko so ga ustanovili, sem pričel z njimi sodelovati za neke krajše otroške zgodbice, kakšne take manjše prispevke in podobno. Potem sem 2 ali 3 zgodbice naredil prav za ta magazin, za ta največji, National Geographic. No in kmalu zatem so odprli še Popotnik oziroma National Geographic Traveler, je ta tretja verzija. Od teh 3 je zdaj samo še National Geographic ostal, Junior in Traveler ni več. In ker sem pač tudi tam sodeloval, sem potem kmalu nekako postal urednik fotografije, približno 5 ali 6 let sem delal, tako da sem se tudi z te druge plati, izdajateljske nekoliko seznanil z delom, in tisto, kar sem jaz prej hodil k urednikom in jih prepričeval in tako naprej, so potem drugi fotografi hodili k meni. Smo skupaj mleli in objavljali razne zanimive članke. Imate v pripravi kako novo knjigo? Je v bistvu že skoraj da dokončana pri Mladinski knjigi, in sicer bo to knjiga z naslovom Sredozemska Slovenija. To bo tudi neke vrste vodnik, kulturni, etnološki, morda malce zgodovinski, antropološki, ali kakorkoli bi rekli, vodnik po
če rečemo širše primorski Sloveniji, ne zdaj v nekih bolj geografskih mejah, ampak bo tukaj noter zajeta Vipavska dolina, pa Goriška brda, potem Kras in pa Slovenska Istra z obalo in pa Brkine smo še dali noter, tako da je praktično dokončana, ampak ker se vedno pojavljajo še neke dodatne ideje, kaj bi bilo še zanimivo, pa kaj za dodelati, pa tako naprej, imam tukaj še nekaj par izletov v načrtu letos, fotografskih, pa še nekaj zanimivosti smo odkrili, ki jih bom tudi obdelal in dal noter. Tako da pričakujem, morda spomladi naslednje leto, da bo izšla. Iztok Bončina, čestitam vam za izdajo vaše knjige. Želim vam še obilo dobrih fotografij in dobrih besedil, tekstov in se vam zahvaljujem za ta obisk. Hvala lepa, hvala tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.